Prijazno vas pozdravljamo, gledalke in gledalci iz studia VTV vaše televizije Velenje ob spremljanju današnje oddaje Župan z vami. Tokrat gostimo župana občine Vitanje, v naši družbi je Slavko Vetrih. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Pozdravljeni tudi vi, vaša ekipa, spoštovani vsi vaši gledalci. Poseben pozdrav pa tudi tokrat, tako kot vedno Vitanje, njim je pravzaprav ta današnja oddaja tudi namenjena. Povejte, gospod župan, kakšen je jesenski čas v vaši občini? Za mene je jesenski čas najlepši, še posebej, če je jesen lepa in sončna in suha, takšna kot je v teh dneh. Vedno ni tako, takrat so dnevi tudi znajo biti mrki. Drugače pa je vedno jesen zapolnjena z obiljem dela, tako doma kot tudi na občini. Pač končuje se počasi leto in treba je nekatere stvari tudi zaključiti. Vsak župan pravi, da je njegov kraj najlepši. Kaj pa pravite vi? Kakšno je Vitanje? Zame je Vitanje eden najlepših krajev. Tu sem rojen, tu živim celo življenje. Ugotavljajo pa tudi mnogi, ki pridejo k nam na obisk, da je pri nas izjemno lepo in da smo lahko na te naše lepote še posebej ponosni. In jaz upam, da se z menoj strinja tudi večina naših občank in občanov. Velikost Vitanja, koliko imate prebivalcev, na katere občine mejite? 2360 prebivalcev približno, smo pa prostorsko precej veliki, 6000 hektarjev, kar je veliko področje. Imamo veliko dobrih sosedov, sled tega občina Mislinje, občina Zreče, Vojnik, Dobrna, to so naši sosedje. Z njimi se zelo dobro razumemo, dobro sodelujemo, skratka področje tvori eno dobro sožitje in eno dobro sodelovanje. Sodelujete pa tudi z ostalimi slovenskimi občinami? Definitivno, to so primorane praktično vse občine in več kot je sodelovanje, in če je to dobro sodelovanje, je zelo koristno, ker prinaša velikokrat tudi večjo moč napram pogajalcu, recimo državi ali še komu, in na tak način lažje premostimo določene težave in se lotevamo tudi skupnih projektov. Veliko imate naravnih bogastev, tudi gozdov? Tako je, naša občina je močno gozdnata in tudi v preteklosti je to bogastvo intenzivno bolj kot danes izkoriščala, oziroma izkoriščali so ga pravzaprav ljudje. Najbrž so temu botrovale tudi primernejše cene, kot so danes. Se je to gospodarjenje z gozdovi splačalo, danes pa temu ni ravno tako, ker so vse do nedavno bile cene praktično prenizke in niso pokrivale stroškov. Če se ozreva recimo 2 leti nazaj, korona čas je precej spremenil način ljudi, življenja, obnašanja, prilagajanja. Kaj se je v teh letih dogajalo pri vas v vaši občini? Kaj ste zaznali? Takole, po bitki smo vsi generali, takrat na samem začetku pa ni bilo čisto enostavno. Morali smo pazljivo poslušati navodila države, upoštevati pravila, ki so bila takrat pač obvezujoča in so pomenila hkrati en nov način prilagajanja in nov način življenja. Mi smo bili presenečeni nad odličnim odzivom naših občank in občanov, ki so nam prisluhnili, ne samo nam, tudi navodilom države in jih strogo spoštovali. Imeli smo to srečo, da veliko naših ljudi živi v razpršeni poselitvi, se pravi na podeželju, v izogib tem konstantnim druženjem je tak način življenja prinašal neke samoumevne rešitve. Ljudje na podeželju so lahko nemoteno opravljali svoje delo, tisti, ki so odhajali v službo, pa so imeli kar v bistvu nekaj težav. Mi na občini pa smo pokoristili ta čas za snovanje številnih načrtov. Takrat, ko
Je bilo manj teh, recimo, sestankovanj in nekega balasta, ki je bil začasno umaknjen iz življenja, kar je dobra plat te slabe korona situacije. Smo pripravili resnično veliko potrebne dokumentacije, se prijavljali na različne razpise, kar se je potem odrazilo pri možnostih črpanja dodatnih sredstev za proračun. Najbrž pa je življenje drugačno, živeti v mestu ali pa na podeželju? Precej se razlikuje. Sam sem bil kar nekaj let zaposlen tudi v mestu, se družil z mestnimi ljudmi, tam obiskoval tudi šolo. Ima mestno življenje seveda svoj čar, ne more ga pa nadomestiti ta čar teh darov, ki jih lahko uživamo na podeželju. To obilje miru, neokrnjene narave in teh preprostih in toplih človeških odnosov je v mestu bistveno manj kot na deželi. Ga ne bi zamenjali? Podeželskega življenja z mestnim? Zdaj sem v takih letih, da to itak ne pride poštev. Včasih sem, priznam, razmišljal o tem, potem pa spoznal, da taka odločitev ne bi bila dobra. Povejte, Slavko Vetrih, župan občine Vitanje, kakšno je pa trenutno zdaj zdravstveno stanje v občini glede cepljenja, glede obolelosti? Zdaj smo se te korone več ali manj navadili in opažamo pravzaprav posledično tudi, da je zvodenela tudi sama jakost obolenj in je v bistvu to že en del, normalni del našega vsakdana, tako vidim, da večina ljudi jemlje to dano situacijo, kar je na nek način dobro. Upamo, da s prihajajočo zimo se stanje ne poslabša, če bo ostalo pri tem, kot je trenutno, pa je situacija znosna in zdržna, tudi trenutno ni zaznati večjega števila okuženih, tako da življenje teče trenutno po starih ustaljenih tirnicah. No, veliko se v javnosti govori o zdravstveni problematiki v Sloveniji, pa me zanima, kako je v vaši občini poskrbljeno za zdravstvene storitve, iskanje prve zdravniške pomoči, tudi zobozdravstvene? Ko sem pred 20 leti prišel na občino, so naši zdravstveni prostori domovali v enem bloku v prvem nadstropju, tja se je bilo treba pospeti po stopnicah. Mi smo kasneje pokoristili priliko in dodatna državna sredstva, ki smo jih dodatno pridobili in nakupili nove prostore za zdravstvene potrebe oziroma za zdravstveno oskrbo. Potem smo te prostore dodobra opremili, so na odlični lokaciji, kjer so pred davnimi leti ti prostori že tudi bili, tako da so ljudje na ta prostor navajeni. V zdravstvene prostore se stopa po ravnem, brez stopnic, kar je velika prednost za gibalno ovirane osebe. Potem pa smo podelili tudi koncesijo tako zdravniku, zobozdravniku, kot tudi patronažni sestri. Imamo ljudi, zobozdravnika, zdravnika in patronažno sestro, ki zelo dobro poznajo naše ljudi, dolgo delajo med njimi, poznajo do potankosti njihove probleme in so to vsi ti dejavniki, so to dobro, dolgo let trajajoče sodelovanje, seveda pušča za seboj dobršno mero zadovoljstva. Mi smo veseli, da smo lahko v letošnjem letu pridobili še dodatna sredstva, ki pomenijo posledično izgradnjo še ene ambulante za potrebe zdravstva in do novega leta bo ta ambulanta tudi končana. Zdravnik pa v delo uvaja tudi mlado zdravnico domačinko, ki pomeni novo moč in posledično tudi zelo dobro
pozna kot domačinka naše razmere in ljudi in s širitvijo zdravstvenih uslug bodo naši občanke in občani pridobili dodatne ugodnosti in skrajšale se bodo tudi čakalne vrste konec koncev in te razširjene storitve bodo jim olajšale tudi ali pa jih razbremenile teh dodatnih poti, ki so jih morali zdaj opraviti, če so hoteli te storitve koristiti. Kje bo ta ambulanta? V obstoječi hiši, kjer domuje zdravstveni dom oziroma kjer domujejo ostale ambulante v prvem nadstropju, tja pa bo možno vstopiti z liftom. Se še kaj recimo dodatno potrebuje za zdravstvene storitve, še kaj pogrešate morda? Trenutno ne, ker tisto, kar pogrešamo, smo posledično kot sodelujoči dodali tudi v zgodbo dozidave Konjiškega zdravstvenega doma, kjer pa je na voljo glavnina vseh potrebnih uslug, ki jih naše občanke in občani rabijo. Na koncu je pa seveda zelo dobrodošla tudi nova urgentna postaja v Splošni bolnišnici Celje, kamor se da zateči v sili oziroma takrat, ko je nuja. Občina Vitanje praznuje svoj občinski praznik 25. junija in zdaj bova nekako z županom ocenila tudi aktualno dogajanje od minulega do letošnjega občinskega praznika. Tudi zdaj je precej aktivno in delovno v občini Vitanje. Ceste, večni problem vsake slovenske občine. Vi ste na tem področju zelo pridni. Ja, taka so pričakovanja naših občanov da se prvenstvo na naše skrbi posvečajo obnovam cest. Tako je nam že prišlo to pod kožo ali pa v krik in se zavedamo teh potreb že pri snovanju samih proračunskih izhodišč in namenjamo kljub ostalim investicijam maksimalni možni delež tudi v posodobitve cest. Tako je bilo tudi pri sprejetju proračuna za letošnje leto, običajno pa potem skušamo ravnati tako, da do občinskega praznika skušamo zastaviti v najboljši možni meri. Bila so leta, ko smo cestne investicije uspeli do občinskega praznika tudi v celoti izvesti. Letos zaradi vremenskih razmer ni šlo čisto do potankosti, je bilo malce zamude, ampak nič hudega. Na koncu smo se skupaj dokončali pa smo v letošnjem letu kar 5 cestnih odsekov. Šlo pa je tako daleč, da smo planiranim investicijam dodali še seštevko 700 km odsek, 300 metrov v Stenici in 400 proti Paki in Hudini. Šlo pa je za to, da je bilo po tehnični plati pač to početje smiselno, izvajalec pa je pristal tudi, da se mu del stroškov oziroma del računa plača tudi sredstev proračuna za leto 2023. Mi smo zdaj v zadnjem rebalansu našli še del sredstev na ostalih postavkah, tako da teh 100 tisočakov prekoračenih sredstev, ki bi se naj zajedali v postavko proračuna 2023, ne bo v vrednosti 100 tisoč, ampak bo ostalo v vrednosti nekje polovico tega ali še manj. Tako da smo naše odločitve veseli. V skupnem seštevku smo tako preplastili dobre 3 kilometre novih cest in če jih na kratko naštejem, začeli smo najprej z odsekom v Stenici, 1100 metrov dolg odsek, potem pa smo nadaljevali v Ledinskem grabnu 1100 metrov obnove stare dotrajane ceste. Na koncu
zaključili v Breznu s cesto proti Svetemu Antonu, 200-metrski odsek in 360 metrov na relaciji Skok-Volavc in dokončali tudi eno privatno zgodbo od Rije Hrvat, kjer so ljudje sami poskrbeli za podlago, občina pa je poskrbela za asfaltno prevleko. Skratka, na koncu je bilo opaziti veliko zadovoljstvo vseh koristnikov, mi pa smo tudi bili veseli. Na ta način malce lajšamo tudi in manjšamo stroške vzdrževanja in hkrati seveda pa lajšamo tudi dostopne poti tem ljudem, ki tam živijo. Kaj pomenijo te obnove cestnih odsekov za samo občino, tudi za krajane? Nekaj ste že omenili, se pravi boljša prevoznost, tudi več imajo ljudje enega občutka, da pripadajo Vitanju. To je treba pravzaprav preprosto poskusiti. Včeraj sva se z vašim snemalcem peljala v Stenico po tem novem odseku. Prej je šlo tam silno počasi, ker so bile grbine, zdaj pa se človek v bistvu lahko pelje dokaj normalno in tisti domačini, ki morajo, recimo nekateri tudi dvakrat dnevno v dolino, zdaj smo se tako navadili, da je treba včasih večkrat tudi kam popeljati otroke na različne aktivnosti. Seveda se jim veliko pozna na samem času in tudi avtomobili zdržijo dlje, na koncu koncev prahu ni več, skratka, po deževju ne stiskamo več pesti in se ne jezimo, ker ni posledic, prej pa so bile te posledice konstanta in tako hude, da je bilo običajno treba takoj z strojem in z peskom na odseke in jih sanirati, ko je padel močan dež. Vas bom čisto takole poprašala, vemo, da pri takšnih investicijah je treba urediti tudi dokumentacijo, morajo ljudje sodelovati, če gre za kakšen košček zemlje. Ja. So korektni, vedo, kaj to pomeni tudi za njih? Jih moram pohvaliti zaenkrat, da ne gre povsem brez problemov. Na koncu, ko se vsedemo in analiziramo zadevo, pa opažam, da ljudje to razumejo in na koncu, vsaj doslej smo še vedno našli kompromis. Torej nekako so zdaj te glavne ceste obnovljene, takšne kot morajo biti, vsekakor pa ljudje to pričakujejo tudi v prihodnjih letih obnovo cest. Vas še čaka kaj konkretnega? Še. Prej sem omenil, da smo po površini precej veliki, tudi veliko število kilometrov cest je posledično zaradi tega. Veliko je še poleg lokalnih cest in javnih poti tudi tako zvanih gozdnih cest, ki so še v glavnini v Makadamu, pa še kar nekaj tudi teh lokalk in javnih poti ostaja za načrte naslednjih let. Mi že intenzivno pripravljamo recimo eno nasutje na Hudinji. Ljudje prihajajo posebej zdajle še pred volitvami poprašati, kakšne načrte imamo v prihodnjih letih, kje in kako mislimo peljati posodobitve naprej. Takrat jim povem, da se bomo približno tako kot doslej, tudi poslej lotevali teh rešitev tako, da bomo zagotavljali čim enakomernejši razvoj po vseh vaških skupnostih, da bodo imele prednost pri obnovi, predvsem ceste, na katerih se odvijajo šolski prevozi ali avtobusne proge, da imajo prednost ceste, ki povezujejo več hiš ali pa bodisi naselij, da imajo prednost ceste, ki potekajo po strmem pobočju, kjer je možnost poškodb po neurjih večja. To so tisti glavni kriteriji, ki so vodilo.
In povem tudi, da župan o tem ne more odločati sam, da na koncu odločitve sprejme občinski svet, ki potrdi predloge, ki jih običajno preko predstavnikov vaških skupnosti in preko svetnikov naslavljajo na občino občanke in občani. Potem te predloge uskladimo in na koncu potrdimo, uskladimo z našimi finančnimi zmožnostmi in potem uvrstimo v proračun. Povem, da jim tudi, da je najenostavneje, če se neka zadeva obljubi, ni pa lepo, če se potem ta reč ne izvrši, tako da na koncu vidim, da razumejo, če jim povem odkrito in pošteno, kako naj bi stvari tekle v bodoče. No, nekatere so občinske ceste, nekatere so državne, pa me zanima, križišče ob cerkvi in cesto proti Fužinam naj bi v kratkem obnovila država. Je temu tako? Je temu tako, pospešeno tečejo aktivnosti že več let in trenutno se približujejo zaključni fazi, namreč opažamo, da je na terenu že cenilna služba, ki dogovarja z uporabniki zemljišč, ki ležijo ob teh relacijah, da se bodo lahko na koncu uredila lastniška razmerja. Hkrati vemo, da so stvari tudi že, kar se tiče načrtov in projektiran, dokončane in da lahko pričakujemo v kratkem seveda tudi samo izvedbo. Voda je naš slovenski pravi biser. Vemo, kaj se dogaja z vodo v nekaterih slovenskih krajih, vi pa se lahko v Vitanju pohvalite, da imate zdravo, kvalitetno pitno vodo. Veliko ljudi, ki pride v kraj in se nameni odžejati z kozarcem vode, pove, da so izredno pozitivno presenečeni, ker to pri nas še lahko počno. Kar ne pomeni, da nikakršnih problemov z vodooskrbo ni. Vitanje je značilno po tem, da v celotnem kraju Vitanje ni pravzaprav niti enega studenca, da je bil to v preteklosti velik problem, vse dokler se ni med drugo svetovno vojno v kraj pripeljal izdaten vodni vir, ki oskrbuje kraj z kvalitetno vodo še danes. Ta kvalitetna voda priteče iz Pohorja z širitvijo kraja in povečano poselitvijo, pa seveda se večajo tudi potrebe, tako da je danes ta sistem nekje na meji zmogljivosti. Mi v dani situaciji še zadostujemo vsem potrebam, se pa zavedamo, da ob sušnem obdobju, kakršno je bilo letos, ali pa ob večjih defektih, že lahko pride do manjšega pomankanja, ki ga zaenkrat še uspemo nadomestiti zelo na hitro z dovozom iz enega hidranta, ki pa ni del našega sistema, ampak je sistem vodovodnega sistema Celja. V dogovoru z firmo Voka smo pred leti ta hidrant namestili na enem mestu na Fužinah, kar nam je zelo, zelo dobrodošlo. Mi z dovozi pitne vode rešujemo tudi pomankanje pitne vode na terenih, kjer do tega prihaja. Ena takih akutnih točk je en rezervoar, ki napaja 6 domačij v Spodnjem Breznu. Tudi področje Zgornjega Brezna ni povsem imuno za pomankanje vode. Tudi tja smo letos v tem sušnem obdobju zapeljali kar veliko cistern. Zato smo
preteklih letih, prej sem omenil v času korone, snovali načrte in nasnovali smo tudi dva projekta, ki se združujeta v enega, to je vodni sistem Vitanje in vodni sistem Brezen, ki oba posledično naj bi rešila te naše anomalije. V Vitanju bi to prineslo dodatno večjo zalogo vode in pokrpalo to manjkajočo količino ob eventualni suši. Za Brezen pa bi hkrati pomenilo seveda rešitev vseh problemov, ki so trenutno tamkaj prisotni, posledično pa bi bilo možno ta še posebej vitanski sistem širi tudi na območja, ki niso tako hudo prizadeta, vendarle pa se ukvarjajo z oporečnostjo ob določenih vremenskih neprilikah. Tak primer je recimo področje Stenice. Mi smo oba projekta pripeljali do gradbenih dovoljenj, zdaj pa imamo tudi to dokumentacijo oddano in čakamo na končne odločbe. Prijavili smo se namreč na dodatna državna sredstva in upamo, da nam bo črpanje teh sredstev uspelo, da bomo dobili ustrezne odgovore že v letošnjem letu. V proračunu smo obdržali lastna sredstva, ukolikor se bodo projekti pomaknili v izvedbo v prihodnje ali prihodnja leta, bomo svoj del sredstev zagotovo poskrbeli in se čim prej lotili teh tudi fizično izgradnje teh sistemov obeh, tako da bi bilo to vprašanje enkrat dokončno in čim prej rešeno. Se pravi, veliko boste naredili tudi za te dodatne projekte vodooskrbe, kar ste že omenili v prihodnjih letih. Kako pa je z državnimi investicijami? Se obeta zdaj izgradnja 4 vetrnih elektrarn na Paškem Kozjaku? Posebna in zelo zanimiva zgodba. Kar nekaj let se ti projekti pripravljajo. Šlo naj bi za izgradnjo 4 vetrnih elektrarn, precejšnje moči, ki bi bile locirane tik pod slemenom Paškega Kozjaka na območju naše občine, blizu meja občine Dobrna in Mislinja. Zdaj so te lokacije umeščene v državni prostorski načrt. Investitor Dravske elektrarne pa pospešeno pripravlja tehnično dokumentacijo za samo umestitev teh ogromnih delov, ki jih bo treba zmontirati in pripeljati na to področje. Zelo zahteven projekt je to, iščejo se denimo rešitve, kako logistično rešiti ta problem po dokaj zahtevnem terenu po tleh in tudi po zraku. Kako se bo zadeva končala, bomo obveščeni strani investitorja. Zagotovo pa bo to največja investicija, ki bi se morala zgoditi v naslednjih 3-4 letih. V veliki meri se bo dotaknila življenja in dela naših občank in občanov in tudi našega okolja. Mi z investitorjem iščemo seveda optimalne rešitve na vseh področjih, se veliko pogovarjamo, smo pa po drugi strani veseli, če bo ta investicija izvedena. Dobila je namreč potrditev tudi za umestitev državni prostorski plan strani občinskega sveta. In če bo do tega prišlo, bo to v prvi vrsti dodatna turistična atrakcija, bo seveda tudi
ta kompleks proizvaja kar velike količine električne energije, da bo to energijo treba transportirati v Trnovlje pri Celju, kjer bo se potem združila z obstoječim elektrosistemom. Sam pa sem seveda opozoril tudi na eventualne zahteve naših tamkaj živečih krajank in krajanov. Kaj pa zahtevajo recimo? Zaenkrat ničesar, je pa sistem nastavljen tako, strani izvajalca mi je bilo povedano, da lahko ljudje računajo na pravično rento, ki bo seveda odvisna od različnih okoliščin. Včeraj pa sem v teh listinah, ki mi jih je posredoval bodoči izvajalec, razbral tudi, da se pripravljajo zakonske rešitve tudi v slučaju oziroma različne analize, ki bodo potrebne za pridobitev gradbenih dovoljenj. Obdelano mora biti vse področje, ki se nanaša na okoljevarstvene zahteve. Prav zanimivo je prebrati to dokumentacijo in če bo do vsa ta soglasja prešla vse te faze, se potem zelo malo lahko investitor nadeja izdaje gradbenega dovoljenja, kar je v državni domeni, v domeni ustreznih služb in ministrstva za okolje. In seveda potem bo postalo zanimivo. In kaj pomeni ta investicija za vašo občino? Kot rečeno, dodatna turistična atrakcija. Če bi ljudje bili na nek način pošteno poplačani z ustreznimi rentami, je to samo dodaten plus za te ljudi, ki živijo visoko v hribih in bi jim bil to tudi neke vrste konstanten dohodek, ki bi jim pomagal pri rešitvi vsakdanjih težav. Za občino seveda pomeni velik poseg v prostor, kjer se bomo dogovarjali o možnosti eventualnega koriščenja infrastrukturnih posegov, ki bi nam bili lahko koristni. Študije sicer predvidevajo, da bi vse zgrajene poti, ki bi eventualno potekale po tleh, morale biti sanirane v tej meri, da ne bi ostalo niti kančka sledi. Po logiki pa mi zadeva deluje tako, če bi taka cesta sodobna prečila eno zazidalno sotesko in se poklapala z eno traso ulice, bi jo bilo pa vendarle smiselno v tem delu obdržati, ne rušiti pa potem graditi na novo. To je čisto tako preprosto razmišljanje. Občina Vitanje postaja zaradi svoje lege vedno bolj zanimiva za ustvarjanje toplih domov tudi za mlade družine. Kako je stanovanjsko problematiko z individualnimi hišami? Omogočate mladim kakšne prioritete, recimo, da se po študiju potem vrnejo v domač kraj? Vedno je poskrbljeno, da imamo na zalogi kot možnost nakupa kar nekaj parcel. Letos smo denimo prodali kar 3, na razpolago sta še 2. Kupci ugotavljajo, da je cena primerjalna z ostalimi možnostmi izven občine precej cenovno ugodna. Mi seveda poskrbimo zelo hitro potem tudi za spremljajočo infrastrukturo. V preteklih letih je naneslo tako, da je bilo zgrajenih kar precej novih stanovanj, nekaj privatni lasti, ki jih je bilo možno najemati po sorazmerno dobrih cenah. Veliko je bilo naprodaj tudi starejših stanovanj. Tiste mlade družine, ki so imele možnost najetja kredita, tem sem tudi parim sam osebno svetoval, naj se odločijo za nakup raje kot za najem, ker je posledično za isti znesek ali pa še manjši ta lastnina po
čez par let njihova, v nasprotnem ni od tega nič, najemnine pa danes niso ravno poceni. No, imeli smo še eno srečo, da smo lansko leto zaznali možnost odkupa tako zvane Rupnikove hiše. Kasneje je zelo kmalu sledil ustrezen razpis. To hišo smo itak nameravali renovirati, zdaj pa je naneslo tako, da bomo dobili celo povrjeno kupnino strani države in dobršen del dodatnih sredstev, da v tej hiši to hišo renoviramo in uredimo 4 neprofitna stanovanja. Kar je lepa priložnost in je vredno izkoristiti in vsa papirologija je že pripravljena, tako da bo do naslednjih 2 letih stekle tudi vse aktivnosti oziroma gradbeni posegi. Na eni strani mladi, na drugi strani mladi po srcu. Kako je poskrbljeno za starostnike? Se v tem času pojavljajo morda večje stiske pri njih, kaj opažate? No, pri mladih sva pozabili omeniti, da jih veliko ostaja na podeželju, kjer se je zelo popravil standard, na voljo je vse od interneta do vse ostale ustrezne infrastrukture in mi smo tega še posebej veseli. Za starejše je prav tako življenje, dokler je pač možno, na podeželju še posebej lepo. Malce manj mogoče v strnjenem naselju ali pa v kakem manjšem stanovanju. Ko pa pride stiska, takrat obstaja več oblik pomoči. Eno je domska oskrba, druga pa pomoč na domu. Moram reči, da imamo to pomoč na domu organizirano precej dobro. Res, da jo zadnje čase načenjajo kadrovske stiske, ki posledično prinašajo mogoče malce zaostanka pri samem odzivu, takojšnjem odzivu, ko se pojavi problem, ampak jaz upam, da se bo zelo kmalu to vprašanje razrešilo. Tisti, ki to pomoč na domu uporabljajo, pa povedo, da je to ena zelo humana oblika, s katero so razmerno zadovoljni. Zelo dobro se da dogovarjati tudi z rešitvami v zvezi z domsko oskrbo. Včasih je seveda nažalost treba malce počakati, takšnih par problemov se je pojavilo tudi v času korone, ko je bila prisotna posebna zmeda. V normalnih okoliščinah pa se vendarle najdejo rešitve, tako da se mi zdi, da je to vprašanje dokaj humano in ustrezno rešeno. Vsaj zaenkrat mi izpolnjujemo tudi vse obveznosti, kar se tiče naših finančnih zahtev, ki jih inštitucije naslavljajo na nas in smo jih kot občina dolžni spoštovati. Doslej smo še izpolnili vse zahteve. Dobro smo zakorakali v novo šolsko leto, imate eno osnovno šolo, koliko je letos vpisanih otrok, pa vedno greste pozdraviti tudi prvošolce, ne? Z velikim veseljem. Že par let se število vrti okrog številka 220, letos 219. Prav zanimive so te prvošolske skupine. 2 leta nazaj smo imeli eno prav posebno, ki je predstavljala slovenski rekord, saj je v prvi razred prišlo kar 3 pare dvojčkov in ene trojčice in poseben in vesel dogodek. Letos denimo je bila med prvošolci tudi moja vnukinja in je to bil za nas kot družino poseben dogodek, zanjo pa tudi. Skratka, prvi šolski dan je čas za obujanje spominov, za nova doživetja prvošolcev.
starejši učenci se skupaj z učitelji in ravnateljico potrudijo za take prisrčne sprejeme. Tisti dan je mali praznik, tako za kraj kot za šolo, za prvošolce pa posebej. Jaz upam, da jim bo ostali lepi spomini. Šola je ena takšna prijazna hiša pri nas. Vidim to na obrazih vseh, ki prihajajo v šolo, tako prvi dan kot tudi med letom. Imamo to srečo, da je tudi prostorsko zaenkrat zelo dobro rešeno to vprašanje in uspeli smo pred leti tudi izvesti energetsko sanacijo starega dela in telovadnice, tako da večjih posegov trenutno v šolo ni potrebnih. Omeniva izgradnjo športnega kompleksa ob šoli? Tako je. Zadaj za šolo, tam, kjer se gradi vrtec, je en zelo lep prostor, na katerem je vrsto let že planirana izgradnja športnega kompleksa. Izdelana je bila tudi projektna dokumentacija pred leti, ki jo je bilo treba pred časom, pred 2 letoma, malce korigirati zaradi zahtev nove zakonodaje. Ena od teh je vodovarstvena, ki je terjala odmik celotnega kompleksa od potoka za dodatne 4 metre, kar nam je povzročilo kar nekaj težav. Lansko leto smo izvedli s pomočjo Ministrstva za šolstvo že prvo fazo. Letos smo se prijavili na drugo, pa nam je zmanjkala ena točka. Vsaka slaba stvar je za nekaj dobra. Ta druga faza bo morala malce počakati, mi pa bomo za delež sredstev, ki smo jih imeli pripravljenih za izvedbo druge faze, zgradili en oporni zid, kar dokaj zahtevna investicija, ki bo omogočal odmik celotnega kompleksa proti hribu, od potoka proti hribu, hkrati pa bo ta nosilni zid omogočil izgradnjo ene obvozne ceste, ki bo omogočila en drugačen prometni režim, kot je danes tamkaj v veljavi, in bo potreben za dostop do vrtca in tudi do tega kompleksa. Skratka, dobre rešitve, ki bomo nadaljevali že zelo kratkem, saj je napovedan za naslednji mesec že nov razpis strani ministrstva, na katerega bomo ponovno prijavili ta športni kompleks in računamo na intenzivno nadaljevanje izvedbe v prihodnjem letu. Vidno rečemo, na Mladih svet stoji, pričeli ste z izgradnjo novega vrtca. Me zanima, zakaj se veča število otrok, pa kako potekajo dela in kdaj bo vrtec tudi gotov? Število otrok se niti ne veča toliko. Mi imamo v vrtcu trenutno 81 otrok. Dodatne težave nam povzroča manjšanje normativov oziroma večanje oddelkov, posledično zaradi tega, čeprav še povečujemo te oddelke tudi z dodatnim številom, običajno sta to 2 otroka na oddelek lahko. Kljub temu smo se ujeli v prostorsko stisko v obstoječem, sicer lepem objektu vrtca, ki smo ga pred leti tudi energetsko povsem sanirali. Posledično je situacija taka, da imamo zdaj en oddelek lociran v šoli in enega tako zvani Slomškovi sobi, ki je v lasti župnije. Tik ob šoli so ti prostori, pa vendarle otroci so zdaj ločeni na 3 lokacijah. Mi smo zaznali priložnost v lanskem letu za prijavo na razpis.
uspeli s to prijavo, zasnovali nov 600-delčni vrtec, pridobili 970 000 evrov državnih sredstev, dodali približno še enkrat toliko svojih in tako planiramo v naslednjih 3 letih dokončanje te trenutno v kraju največje investicije, ki bo združila vse te otroke na eni zelo lepi skupni lokaciji. Še druga prednost, možnost koriščenja ostalih kapacitet, kot je skupna kuhinja za šolo, potem tudi ta športni kompleks, bližina, srečevanje in vsega ostalega, skratka, precej smiselna rešitev. Pa tudi ena redkih možnosti, ker smo Vitančani pa prostorsko kar malce utešnjeni in praktično neke razkošnejše variante niti ni bilo, ali pa sporedne niti ni bilo na vidiku. No, Vitanje je znano tudi po ksevtu v zadnjih letih, pa če gospodu županu bodiva zdaj malce zgodbo, kako se vse skupaj začelo, kdo je bil pobudnik, pa že na začetku ste verjeli v to zgodbo? Treba je bilo preprosto verjeti ali pa jo vreči. Ena taka nenavadna izkušnja je bila takrat. Velika. Vse skupaj se je začelo leta 2005 z enim klicem gospoda Živadinova, ki me je presenetil z njim 5. oktobra, spomnim se živo tega dne. Potem se je nadaljevalo z enim sestankom 26. oktobra z poznih večernih urah na Ljubljanskem gradu. Tistega večera se je dež spremenil v sneg, močno je snežilo, na avtomobilu so bile letne gume, treba je bilo v Ljubljano, jaz sem zvečer ob enih 6. poklical direktorja občinske uprave, gospoda Fijavža, sem rekel, jaz s letnimi gumami takem v Ljubljano ne grem, vidim kdaj Živadinova ali nikoli. Pa sva šla kljub vsemu, Fijavž me je prepričal, sedel je za volan, meni pa naročil, naj v Ljubljani samo gledam, kje bomo prišla na grad, in ta dan je bil usoden. Mi smo posledično, vezano na srečanje tega dne, 8. septembra leta 2006 ob 700-letnici Trških pravic odprli spominsko sobo Hermanu Potočniku. Te sobe danes žal ni več. Je bila porušena v prejšnjem mandatu, ko mene ni bilo na občini, pa je to velika škoda. Potem pa je zgodba zelo hitro se razširila po svetu. Mi smo bili povabljeni v Bruselj, ker je bila zgodba predstavljena Evropskim komisarjem. Takratni komisar za kulturo Günther Verheugen pa nam je poslal spodbudno pismo. Naj za Potočnika postorimo kaj več, ker Evropa praktično nič na temo vesoljstva nima, razen ljudi, ki so kompromitirani z vojnimi dogodki. Potem smo šli mi projektirati to hišo in jo 6. septembra 2012 pripeljali do zaključka izgradnje in jo predali svojemu namenu oziroma uporabo javnosti in krajanom. Hiša je pred dnevi tako praznovala 10 let obstoja. V teh 10 letih šla skozi različne lepe in manj lepe trenutke. Trčila kdaj pa daj tudi ob nepotrebne čeri. Na koncu se je končalo tako, da zdaj v njej opravlja to galerijsko in muzejsko dejavnost javni zavod Center Nordung, katerega lastnica 1/6 je občina, 5/6 pa država ali točneje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Občini pa, oziroma objekt je last občine, občini pa služi objekt kot kulturni dom. Ta osrednja okrogla dvorana, mi rečemo, je dnevna soba Vitanja, zelo uporaben prostor. Vidimo, da hiša zaradi svoje impozantnosti in posebne oblike privablja kot magnet nove in nove obiskovalce.
seveda k temu doprinesejo tudi svoje zanimive razstavljene eksponati, zanimive razstave in tudi sam pristop k tej dejavnosti, tako da zgodba teče dalje. Opažamo, da je na vidiku še veliko novih priložnosti, veliko novih izzivov. Hiša je lani kljub korona času beležila pozitiven rezultat z dokaj solidnim ostankom dohodka. Tako da je zgodba po svoje precej svetla in nudi, kot rečeno, še veliko novih priložnosti. Od nas pa je seveda odvisno, ali jih bomo znali pokoristiti ali ne. Če se dotakneva gospodarstva, se obetajo kje nove zaposlitvene možnosti, tudi proizvodne? Tako je. Mi smo veseli, da pri nas, v našem okolju, delujejo dobra podjetja. Ena od teh je podjetje Unior, drugo pa je podjetje P-Form, ki je locirano na relaciji nekdanjega kovinarja. K meni se oglašajo vodstveni ljudje iz teh podjetij. Jaz sem bil izredno vesel aktivnosti, ki jih je na našem območju v zadnjih 2-3 letih izvajalo podjetje Unior, ki je obnovilo eno, bi rekel, kar rak rano v naši občini. Obnovilo je eno propadajočo staro livarno, ki je bila resnično v klavrnem stanju. V njej je zdaj že namontirano postrojenje oziroma so nameščeni stroji za obdelavo in kovanje aluminija. Sam ta prostor pa je seveda dobil povsem drugačno podobo, hkrati pa seveda bo popolni zagon te proizvodne hale terjal nove zaposlitve oziroma podjetje Unior namerava tu zaposliti večje število ljudi, kar je izjemno dobrodošlo. Seveda se zavedajo, da bodo kmalu iskali še dodatne prostorske možnosti, ki jih na našem področju še imamo. Prav tako se je pri meni pred časom oglasil sedanji direktor podjetja P-Form oziroma tega obrata v Vitanju in povedal, da bi bil vesel, če bi lahko mu skušali poiskati lokacijo za izgradnjo večje proizvodne hale. Smo mu omenili, da te možnosti obstojajo in seveda bo po vsej verjetnosti prišlo prej ali slej do premikov tudi v tej smeri. No, Vitanje je kraj, kjer se prepletajo gospodarsko življenje, kulturno in športno. Imate veliko stika z ostalimi društvi. Koliko jih imate v občini, s kom najbolj sodelujete? So tukaj pevci, kakšni igralci? Veliko različnih društev imamo. Trenutno je registriranih 19. Razni, najbolj aktivni zagotovo upokojenci, pa gasilci, tisti so še aktivnejši, recimo. Potem je veliko ostalih takšnih in drugačnih aktiv, kmečkih žena, denimo, to so taka večja, prepoznavnejša, veliko tudi manjših, kot je Društvo prijateljev mladine, ki ga seveda tudi zelo velikokrat moč prepoznati ob številnih akcijah. Skratka, mi za pomoč tem društvom formiramo v proračunu pač eno ustrezno postavko, ki jo smo dolžni z zakonodajo potem razdeliti s pomočjo razpisov. Te pomoči tečejo dokaj dobro in zaenkrat zadostujejo povsem ali pa vsaj v grobi meri vsem potrebam za delovanje.
vseh teh društvih pa je zaznati zelo pozitivne ljudi, pa še posebej v vodstvenih ekipah, s katerimi je prijetno sodelovati. Če eventualno pride do stiske, še dodatno priskočimo na pomoč. Poskrbeli smo v preteklih letih tudi za glavnino teh društev za ustrezne društvene prostore. Na vidiku imamo še 2 rešitvi, z eno se intenzivno ukvarjamo, kar ne pomeni, da so ta društva čisto brez prostorov. Ena teh je omenjeno društvo Kmetic, ki je doslej koristilo ene prostore na bivšem Lipu ob pisarniških prostorih, kjer domuje komunala. Pa smo se odločili, da jim uredimo lepše, večje in primernejše v samem pritličju občinske stavbe, kjer trenutno intenzivno potekajo zaključna dela oziroma potrebna dela, sanacijska, in ta dela bodo končana še pred novim letom letos. Posledično bomo seveda potem iskali tudi prostore za potrebe planinskega društva. Smo pa letos na novo uredili garderobe za športno društvo ob samem športnem kompleksu ob Ksevtu. Glavnina ostalih društv pa ima to zadevo rešeno. Recimo turistično društvo ima v upravljanju to znano hišico Olcerko, tako da in še bi lahko naštevali. Tako da mislim, da je situacija zelo solidna. Ena izmed najbolj takih prodornih in zanimivih odmevnih prireditev pa je Holcerija. Tudi letos je bila v sredini avgusta. Letos še posebej. Pred začetkom korone smo praznovali 30 let. Spomnimo se oba, da je bilo takrat zelo veselo. Potem pa je moral ta dogodek zaradi korona razmer za 2 leti na čakanje. In ko je letos padla odločitev, da se dogajanje ponovi, je dobesedno završalo. Ljudje so bili te odločitve zelo veseli in seveda so se posledično tudi primerno odzvali. Skratka, obisk na letošnji prireditvi je bil zelo lep, zelo veliko obiskovalcev, rekordno veliko. Dobra pa je bila tudi, oziroma odlična tudi organizacija. Ljudje so še posebej pohvalili dober glasbeni izbor, odlične muzikante. Nosilna ansambla sta bila ansambl Saša Avsenika in ansambl Glas. Skratka, vzdušje je bilo nadvse prijetno. Svoje ste seveda dodala z odličnim vodenjem tudi vi. Nekaj smo poskušali dodati tudi domačini k samemu vzdušju. Mi smo na ta dogodek ponosni, ljudje pa tudi. Če je taka volja ljudi, naj živi ta dogodek še dolgo, to je moje videnje. V turističnem društvu pa imamo tudi prizadevne člane na čelu s predsednikom gospodom Mavcem, ki znajo zadevo odlično zorganizirati in tudi speljati. Letos so praznovali 60-letnico in jim je tudi to bil en dodatni izziv in v tej priložnosti še enkrat moje iskrene čestitke za ta dogodek članom turističnega društva. Osrednja proslava v občinskem prazniku je bila v mesecu juniju. Kdo so letošnji občinski nagrajenci? Ja, vedno praznujemo v juniju, tudi letos je bilo tako. Občinski nagrajenci pa, kot rečeno, nosilec Zlatega grba, turistično prejemnik, turistično društvo Vitanje za 60-letnico zaradi posebno dobrega sodelovanja pri izgradnji športnega kompleksa oziroma dograditvi ob Ksevtu, pa sem pisno priznanje podelil še gospodu Sredotu Vasiču in gospodu Jožetu Hrovatu, ki sta se kot domačina izjemno izkazala pri
naših prizadevanjih za ureditev tega dela. Župan občine Vitanje Slavko Vetrih, obeta se pestra jesen. Boste kandidirali? Takole je zaznal sem željo večjega kroga naših občank in občanov, ki so mi izrazili tudi podporo, in po pogovoru z družino sem se odločil, da vložim kandidaturo. Kako pa bo se vse skupaj končalo, je seveda odvisno od naših volivk in volivcev. Če mi bo dano, da podaljšam mandat, pa bom postoril vse, da ga oddelam tako kot doslej v polni meri in pošteno, in bomo delali vse za dobrobit naših občank in občanov. Kakšni so načrti za naslednja 4 leta? Načrtov je kar veliko. Bi trajalo morda predolgo, da jih obdelava vse ali pa predstaviva. Če povzamem na kratko, najprej je treba zaključiti veliko število odprtih projektov. To je nuja in obveza, in tudi nenazadnje so zadaj že podpisane pogodbe. Hkrati bo treba poskrbeti za en normalen tekoč razvoj tudi predvsem na omenjeni cestni infrastrukturi, takega, ki je približno tempo, ki ga naši ljudje so vajeni iz vrste preteklih let mojega županovanja. Skratka, vedno čas prinese kaj novega. Prej smo omenjali te vetrne elektrarne, to se zna dotakniti tudi naših odločitev, tako da je nekatere stvari težko planirati naprej. Hkrati pa imajo naše občanke in občani vedno kar veliko potreb, takih manjših, ki jih je treba rešiti hitro, človeško in na primeren način. Takrat ponovadi potrkajo na vrata in so veseli, če se hitro odzovemo. Takih obiskov je bilo v preteklem mandatu zelo veliko, in sem vesel, da smo glavnino teh problemov tudi razrešili. In še bolj sem vesel, da je v moji omari prazna mapa, kjer so bili nekoč zloženi nerešeni spori in podobni primeri. Ta polica je prazna, za kar sem hvaležen tudi občankam in občanom, ki ob takšnih delikatnih situacijah razumejo in pomagajo s strpnostjo rešiti te probleme, kar lajša vsak dan, in tudi situacije, ki jih izgledajo nerešljive, in ko se rešijo, seveda pomenijo veliko olajšanje. Gledalke in gledalci, to je bila današnja oddaja Župan z vami na programu VTV vaše televizije Velenje. V naši družbi je bil župan občine Vitanje Slavko Vetrih. Lepa hvala, vse dobro tudi v prihodnje, in še vaše sporočilo za gledalke in gledalce naše televizije in tudi za občanke in občane občine Vitanje. Izvolite. Spoštovane in spoštovani, v preteklih letih smo se videvali in srečevali velikokrat na takšen in drugačen način, velikokrat tudi v tem studiu in preko slike na TV ekranih. Nanizalo se je veliko poznanstev, veliko vezi se je napletlo, lepih, takšnih, ki močno združujejo. Vitanjčani smo se lotili posebej velike zgodbe, ki nas je postavila pred ogledalo velikemu številu oči. Spremlja nas velika množica ljudi, ki nas sedaj pozna, nekoč pa nas ni. Zato je na nas posebna odgovornost, da se potrudimo maksimalno,
kakor je možno, kot je možno in se predstavimo širši okolici in svetu v naši najboljši luči. Jaz verjamem, da smo skupaj tega zmožni in če bo količkaj sreče, bomo tako tudi postorili vse, da bo življenje prijetno, lepo in bomo ostali prijatelji.